Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes imam za vas posebno vabilo. In sicer 30.5., se pravi v torek, organiziram seminar za vse tiste, ki si želite malo več. Ob 18. uri v Kristalni palači v Ljubljani v BTC-ju. V glavnem, več informacij najdete v povezavi spodaj pod videom. Kotizacija na mesto dogodka, kdor pride, prostora bo dovolj. V glavnem in. Razmišljala sem tako, a vam predstavim cel program, ampak sem se odločila, da ga lahko sami preberete in da bom šla čisto po intuiciji preko kart prehodu v novo dobo, da vidim, kaj je ta trenutek za vas, za vse tiste, ki vas mogoče pokliče, ne, jaz pa grem. Kaj bomo tam predelovali, kaj je pomembno, da izveste, da veste, da slišite, da vidimo. Prvo sporočilo je: slišim, zaupam, sledim svojemu vodstvu. In naslednje sporočilo je: svobodno izražam svojo resnico. Jaz sem resnica, povezano z grleno čakro, povezano z zaupanjem v vodstvo od zgoraj, v pomoč od zgoraj, da vidimo še ta tretje sporočilo, in povezano s solarnim pleksusom. No, zanimivo. Čakre bojo na udaru, očitno. V glavnem, kar vas bom učila, je to, da, ali pa pojmo raje na problem. Moja povprečna stranka, recimo tudi te gospe, ki pridejo k meni na svetovanje, se pravi, tiha, ubogljiva, pridna ženska, ki zadovolji vse, samo nekje na poti ali ji zmanjka časa za sebe, ali pa pozabi na sebe. V glavnem, preobremenjena od vsega, nezmožna, da reče ne, oziroma da postavi meje, nezadovoljna nekako s sabo, svojim življenjem, ampak vseeno tera dalje. Ne more izstopiti iz te podganje dirke, iz tempa življenja, in občutek ima, da pač mora poskrbeti za vse okrog sebe. In pogosto se zgodi tej tipični moji stranki, da se nekje zalomi. In kje se ponavadi zalomi? Pri njenem zdravju. In ko se začne zdravje, recimo, danes sem govorila z eno gospo, pač velike težave s koleni, s kolki, in seveda poskrbi pa za vse okrog sebe. In kaj jo uči življenje? Pač učijo življenje, da bo pa zdaj čas, da kakšen korak naredi tudi za sebe, ne samo za druge. Ampak ne zmore ven priti. Zdaj pa, s čim je zvezana? Prav ta del, kar sem tukaj, solarni pleksus. Ona je preko popkovine še vedno povezana s svojo primarno družino in ne zmore izstopiti iz tega ven. Nekako je, kot da bi bila na nekih energijskih vajetih in pač dela stvari, ki jih dela že celo življenje. In sedaj ima gospa okrog 50 let in telo je začelo protestirati, njena duša je začela protestirati. In zdaj bo pa čas, da se nauči izražati, govoriti o svojih čustvih, spoznavati svojo resnico. No, pa mi pa danes ena gospa klicala in rekla, pa pri meni še vedno ta mišični test ne deluje. Ja, seveda, lahko si predstavljate, da mi imamo naše energijsko telo in na koncu koncev iz našega energijskega telesa se prenaša potem vse skupaj na naše celični nivo, pa na DNK, pa na naše fizično počutje, se prenašajo programi, kode, blokade in tako naprej. In ko imamo velike težave s sabo, je to tako, kot da bi imeli zapacano vse skupaj, kot da bi imeli zariban, kot da enostavno ne gre nikamor. In seveda je treba na večjih nivojih poskrbeti za sebe. Zato sem se odločila, da organiziram seminar za dušo in telo. Naše telo je prvo fizično, ker moramo vedeti, kako poskrbimo za organe, ki jih napaja solarni pleksus, se pravi, kako mi fizično poskrbimo za želodec, za razstrupljanje, za črevesje, za dobro prebavo, drobni triki, ki jih rabite v vsakodnevnem življenju. Potem, s čim lahko pomagate pri boljšem delovanju ščitnice. Tehnično, se pravi, katera zdelišča potrebujete, da vaši organi bolj delujete. Ko mi podpremo
pač shrano svoje energijske centre, ali pa hormonske centre, avtomatično smo že en korak naredili. Naslednji je pa potem ta energetski del. A zmorem kakšno energijsko rez porezati? No, in to bomo pol tudi delali. Meditacijo za rezanje eteričnih vezi, meditacijo za dekodiranje podzavesti, potem meditacije, to, kar delam jaz drugače v svoji šoli, ko delamo meditacije z vijoličnim žarkom, ko delamo te meditacije za rezanje eteričnih vezi, vam povem, taki premiki se delajo, da človek ne more verjeti, da je to sploh možno. Ampak res taki premiki pri vseh tistih, pa nimam samo dame, tudi moške imam v svoji šoli, ki enostavno, ki bi se osvobajali nečesa, kar jih veže, pa ne samo zdaj v tem življenju, kar jih veže že iz življenja v življenje in vedno znova ponavljajo vajo. Zanimivo, zaključek poti. Jaz verjamem, da se zdaj res zaključujejo neke poti, ampak to ne pomeni, da kar morate umreti, da se zaključi pot. Ampak mogoče vas je pripeljalo življenje do točke, ko je mogoče treba iz kakšnega odnosa ali stopiti, ali postati majčkeno drugače meje, ali mogoče kakšno na energijski stvari na strani prerezati pa reči, da je pa tega dovolj. In hvaležnost za izkušnje, ki nam jih prinaša življenje, za lepe stvari, ki nam jih prinaša življenje. In čez je prišlo čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev, ker vse se zgodi z nekim razlogom. In potem spolna čakra. V moji šoli ogromno govorimo o tej spolni energiji. Saj vemo, spolna energija, to je najmočnejša energija, kar sploh obstaja na tem planetu. Preko spolne energije mi ustvarimo novo življenje. In spolno energijo, če jo znate pravilno usmerjati, vam povem, ta spolna energija dela čudeže. Tega ne govorim na tem mojem YouTube kanalu, ker so pač to kar intimne zadeve, ampak v okviru šole, v okviru seminarjev tudi to učim. Ker vi morate razumeti, ko boste vi znali to svojo spolno energijo pravilno usmerjati, takrat se bo vse zgodilo. In prva stvar, kar morate znati, počistite energijo vaše maternice. Počistite energijo vseh spolnih partnerjev, da vam neha odtekati energija. Ker v nasprotnem primeru je tako, kot da bi imeli energijske kanale, kjer enostavno to je reka, kamor odteka vaša življenjska energija. In kako boste naredili korake naprej v življenju, če imate na svojo spolno energijo priklopljenih kup ljudi? Recimo, en nasvet za vas ženske. Vemo, da je krilo pač ženska energija, saj moški ne hodijo v krilih okrog. In predvsem dolgo krilo, ker zdaj sem končno prišla na svoj račun, poletje se je začelo in končno lahko dam na sebe te obleke, dolge obleke, krila do tal. In zdaj ta moda je idealna. Če imate dolgo krilo, ženske, vi zaščitite vašo sveto energijo. Dobesedno jo zaščitite. No, in o tem bom govorila, kako tudi počistimo te niti, kako povečamo svojo življenjsko energijo in predvsem, kako zakrpamo ta to energijsko posodo, ki leži med kolčnimi kostmi, se pravi med spolno in korensko čakro, in kako to energijo lahko srkamo v možgane in se nam poveča ustvarjalna energija. To so stvari, ki jih v teh kratkih videih ne morem učiti. Ja, marsikaj pišem v knjigah, in zdaj pripravljam novo knjigo. In sicer knjigo, ki bo tudi za moške, ne vem, kako bo naslov, ampak sigurno bo govorila tudi o spolnosti. Ker to je tako pomembna zadeva, ker to je življenjska energija. In za nas ženske, glejte, bi človek rekel, da moški imajo največjo energijo pač preko spolnosti. A ne? Ženske, naša moč je v maternici, ki je moška moč v srčni energiji. In je ravno obratno. Mi ženske ljubimo, pa narazdajamo in tako naprej, ampak naša moč je v maternici, ker
kako rodimo novo življenje, kje ustvarimo novo življenje, če ne v maternici. No in te stvari, glejte, prihaja čas, ko se bo marsikaj spremenil, ko bomo razumeli, kako grejo energije in ko bomo začeli to ustvarjalno energijo uporabljati za ustvarjanje vsega, ampak vsega. No in prej, ko sem razmišljala, kaj je pomembno sporočilo za vas, je prišla karta bogastvo. Bogastvo, ki je povezano s kreiranjem vsega, ne samo materialnega bogastva, ne samo to, da pridete do materialnih dobrin, da imate dovolj denarja za preživetje. Gre se za to, da ste tukaj na zemlji in da s svojo energijo nekaj ustvarite. Ker bogastvo je tudi, da imaš eno polico, pa kamor lahko posadiš zeleno. To je tudi nenazadnje bogastvo. Bogastvo, da znaš nekaj, da ti nekaj roža cveti. To je bogastvo. Bogastvo, da ti občutiš, bogastvo je nenazadnje zrak, ki ga dihamo. Ko pogledamo naravo, ko občutimo to izobilje vsega okrog sebe, da opazujemo ptice, ki so okrog nas, metulje, ki letajo. Vse to je bogastvo. In potem milina, ki je ženska energija. Naslednja karta je prišla. Milina. V svojem srcu nosim milino, ki se izraža preko mojih oči in preko mojega obraza. Cela moja bit izraža milino. In ženske, spet tukaj je naša moč, v milini, v povezovanju. Ne v agresiji, ko smo mi ženske v moški energiji, ko smo v agresiji, v tekmovalnosti, mi s tem gremo v moški hormon testosteron in ko mi krepimo moški testosteron, ker imamo tudi te hormone, postajamo možače, neprivlačne. In tudi moški, vi, ki ste preveč poženstveni, preveč taki nežni, krepite preveč ženskega hormona estrogena in ste nenazadnje v konfliktu. Tudi to, kako svoje hormone spraviti v ravnovesje, in to je prehod v novo dobo. Tako da, seminar, ki ga pripravljam, je dobesedno prehod v novo dobo. Koga vabim na ta seminar? Ženske in moške. Predvsem pa tiste, ki vas ta trenutek življenje pošteno šola. Ko enostavno imate občutek, da greste iz ene drame v drugo dramo in da nekako ne šofirate svojega življenja, ampak življenje šofira vas. In vemo, kaj je definicija norosti, delati ene in iste stvari in pričakovati drugačne rezultate. Mogoče pa čas, da kakšno stvar zaključite, da mogoče kakšno stvar začnete delati na drugačen način, ker samo na ta način lahko pričakujete drugačne rezultate. Glejte, vsi znamo voziti kolo. Kako smo se naučili voziti kolo? Tako, da smo se enkrat usedli na kolo in smo začeli goniti. No, ravno tako je ta naša osebna rast. Gospa, s katero sem danes govorila, je rekla, jaz leta delam na osebni rasti in vse živo delam. Ja, vse živo delamo na osebni rasti, ampak dokler ne odstranimo vzroke, ki povzročajo naše težave, toliko časa ne moramo pričakovati drugačnih rezultatov. In to, kar učim preko knjig, preko teh videov, preko vsega, kar delam, je to, kako odstraniti vzroke, ki kalijo našo srečo, zdravje in zadovoljstvo. In ko odstranimo vzroke za naše nezadovoljstvo, takrat se dejansko začne drugačno življenje. Tako da, če vas pokliče seminar, spodaj imate povezavo, drugače pa Kristalna palača v Ljubljani, kako je naslov? BTC, v glavnem drugo nadstropje je to v Kristalni palači 30.5. ob 18. uri. Seminar bo trajal do 21. ure, tako da vabljeni, vse informacije najdete v linku, prijavite se in boste videli. Jaz sem prepričana, da te zadeve, kogar pokliče, tistemu je namenjen. Pač mene je očitno poklicalo, da zdaj naredim en tak seminar, tudi za tiste mogoče, ki niste v moji šoli, pa bi se radi naučili več teh meditacij, da se vam vaše življenje začne hitreje odvijati vam v korist. Za tisti, ki ste v moji šoli, pa ravno tako dobrodošli, ker veste,
več informacij, več znanja pomeni hitrejšo rast, hitrejši napredek in pač vse je energija. Vse je energija in ta energija, ko jo ti nekam daš v svojo rast, se ti potem tudi vrne. Tako da uživajte, vse dobro in se vidimo 30.5. ob 18. uri v Kristalni palači v Ljubljani.